Ja, se vem, ja. Dober dan, Dobar dan. tu sem. Kdo si? Zelo si ljubek. Lisica sem. Igraj se z menoj, tako žalosten sem. Ne morem se igrati s teboj. Nisem udomačena. Ah, oprosti, kaj je to udomačena? Nisi iz teh krajev. Kaj počneš tot? Ljudi iščem. Kaj je to udomačena? Ljudje imajo puške in lovijo. To je zelo nadležno. Goje tudi kokoši. To jim je edina skrb. Stikaš za kokošmi? Ne, prijatelje iščem. Kaj je to udomačena? To je nekaj, kar že dolgo ni več v rabi. Pomeni pa ustvarjati vezi. Ustvarjati vezi? Kaj pak? Za zdaj si zame samo majhen deček. Čisto tak kot 100 000 drugih majhnih dečkov. In jaz te ne potrebujem, ti mene še manj. Zate sem samo lisica med 100 000 drugih lisic. Če pa me udomačiš, bova drug drugega potrebovala. Ti boš zame edini na svetu, jaz bom zate edina na svetu. Že razumem. Nekje je cvetica in zdi se mi, da me je udomačila. Lahko da, tu na zemlji se zgodi marsikaj. Oh, saj ne na zemlji. Na kakem drugem planetu? Da, So tam tudi lovci? ne, Zanimivo. Pa kokoši? tudi ne. Ah, nič ni popolno. Moje življenje je pusto. Jaz lovim kokoši, lovci lovijo mene. Vse kokoši so si podobni, prav tako so si vsi ljudje. Dolg čas mi je že. Če pa bi me udomačil, bi mi v življenje posvetilo sonce. Spoznala bi korake, ki bi bili drugačni od drugih. Tvoji bi me zvabili iz brloga kot pesem. Kako bi bilo lepo, če bi me udomačil. Prosim, udomači me. Prav rad, le časa imam malo. Prijatelje moram najti in spoznati še marsikaj. Le tisto spoznaš, kar udomačiš. Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali. Pri trgovcih kupujejo kar izgotovljene predmete, ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje nimajo več prijateljev. Če bi rad imel prijatelja, me udomači. In kako se to naredi? Zelo potrpežljiv je treba biti. S kraja boš sedel v travi bolj stran od mene. Takole. Zdaj, te bom strani pogledala, ti pa se ne smeš oglasiti. Besede so izvir nesporazumov. Toda vsak dan boš lahko prisedel bliže. Pridi raje vselej v isti uri. Bolj kot se bo bližal čas, srečnejša bom. Ceremonije so potrebne. Kaj je to ceremonija? Tudi to je nekaj, kar že skoraj ni več v rabi. To je tisto, zaradi česar je kak dan drugačen, kot so drugi dnevi. Kakšna ura drugačna, kot so vse druge. Ceremonije imajo na primer moji lovci. Ob četrtkih plešajo z vaškimi dekleti. Četrtek je torej čudovit dan. Spoštovani ravnatelj, Rok Lipnik. Spoštovane pomočnice ravnatelja, vodja umetniške gimnazije, razredničarke in profesori strokovnih predmetov umetniške gimnazije Likovna smer, profesorice in profesori GCC. Spoštovana direktorica Osrednje knjižnice Celje, gospa Polonca Bajc Napred, predstavniki Centra sodobnih umetnosti in ostali gostje. Spoštovani nekdanji dijak, danes priznani arhitekt Timotej Jevšenak ter vsi drugi umetniški programi Likovna smer, dobrodošli na odprtju 21. pregledne razstave likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije Likovna smer na gimnaziji Celje Center. Dobrodošli na današnji četrtkovi ceremoniji, kot jo je imenovala Lisica, ko je meni, malemu princu, razlagala, kako pomembni so trenutki, ki so drugačni od drugih. Če jih pa znamo še udomačiti, je življenje lepše. Gledati in videti. Pomenljiv naslov letošnje razstave nas je spomnil na Malega princa, na izjemno delo, namenjeno otrokom, še bolj pa odraslim, ki sporoča, da kdor hoče videti, mora gledati s srcem, kajti bistvo je očem nevidno. Naj vas ta misel vodi tudi skozi razstavo v knjižnici, kot tudi v likovnem salonu in Aku galeriji, kjer svoje izdelke razstavljamo dijaki umetniške smeri Likovna smer. K besedi vabim ravnatelja gimnazije Celje Center, profesorja Roka Lipnika. Spoštovani gosti, dobrodošli tudi v mojem imenu na 21. pregledni razstavi naših dijakov programa Umetniška gimnazija Likovne smeri. V času, ko se veliko pogovarjamo o kulturi, o ustvarjanju in umetnosti, je prav, da ji damo
vodilno mesto, da jo postavimo v ospredje in da se o njej pogovarjamo, o njej govorimo in ji namenimo tisti čas, ki si ga zasluži. Brez umetnosti, tako opisane kot naslikane, kot govorjene, si zagotovo svojega življenja ne predstavljamo, tudi si ne predstavljamo obstoja svoje države in našega jezika. In zato bomo res veliko gledali, poslušali, slišali in ustvarjali še naprej in verjamem, da bomo to tudi uspešno predstavili Celju in širše, tako kot danes v Osrednji knjižnici Celje, v likovnem salonu in tudi v naši galeriji AKO GCC. Umetnost zagotovo ima velik pomen, tako na šoli, kot v občini, kot državi in verjamem, da ga bomo skupaj s takšnimi prireditvami in dogodki tudi ustoličili kot enega ključnih elementov našega življenja. Zato ustvarjajte, glejte, poslušajte in upam, da boste videli, kaj vse smo pripravili za vas. Uživajte danes. Danes stojimo pred hramom besedne umetnosti, pred Osrednjo knjižnico v Celju, ki vsako leto na široko odpre vrata naši likovni umetnosti in zato smo vam hvaležni. Zavedamo se, da je možnost, da lahko dijaki že v srednji šoli razstavljamo svoje izdelke tako pri vas, kot tudi v ostalih kulturno-umetniških hramih v mestni občini Celje, dragocenost. K mikrofonu vabim direktorico knjižnice, gospo Polonco Bajc napred. Dober dan, spoštovane dijakinje, dijaki, spoštovani gospod ravnatelj Rok Lipnik, vodja umetniške gimnazije Otmar Uranjek, cenjene profesorice, mentorice, mentorji, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Osrednji knjižnici Celje. Zelo sem vesela, da je ta razstava postala tradicionalna, saj je že v naši knjižnici, tako kot sem preštela, 15. zapovrstjo, sicer pa vaša 21. Letos, tudi letos s pomenljivim naslovom Gledati in videti. Sama si jo še nisem uspela pogledati, bom to storila kasneje, verjamem pa, da je polna kreativnosti in ljubezni do umetnosti. Tega vam želim tudi na vaši nadaljni poti, 4. letnikom seveda čim uspešnejši zaključek šolskega leta in maturo, vsem ostalim pa, da se naslednje leto ponovno srečamo na 16. razstavi. Hvala, da ste prišli. Umetnost je udomačena na GCC. Naša umetniška gimnazija ima dolgoletno tradicijo. Letošnja razstava že 21. zaznamuje zaključek šolskega leta in prinaša izbor najboljših likovnih izdelkov dijakov vseh 4 letnikov programa. Izdelki nastajajo pri strokovnih predmetih, profesorji pa nas pri tem vodijo, učijo, spodbujajo kreativnost, ustvarjalnost, tudi kritičnost. Želeli bi se vam zahvaliti, ker nam znate prisluhniti, ker nas znate spodbujati, ker uresničujete tudi naše nenavadne ideje. Še več, predlagate jih tudi sami. Umetnost je ogledalo duše. Samo človek, ki bo globoko izblikoval svojo dušo, le tak človek bo lahko človek bodočnosti, pošten in pravičen. Spoštovane razredničarke, hvala, ker znate in zmorete v nas iskati in najti le dobro. Prosim, pridružite se nam. Profesorica umetnostne zgodovine Tanja Bračun. Profesorica risanja in slikanja Ana Pečnik. Profesorica risanja in slikanja in razredničarka 4. I Andreja Đakošič. Profesorica likovne teorije, bivalne kulture in osnov varovanja dediščine ter razredničarka 1. I Maja Rak. Profesorica predstavitvenih tehnik Mojca Šmit in Franc Purk, profesor plastičnega oblikovanja. Razredničarka 3. I, profesorica Sandra Marguč in 2. I, profesorica Urška Petrič-Les.
Iskreno bi se želeli zahvaliti tudi nekdanji profesorici slovenščine in ruščine ter dolgoletni vodji umetniške gimnazije, gospe Dari Poglajen, za jezikovni pregled letošnjega kataloga. Spoštovani profesori, spoštovani ravnatelj, kakšno moč ima vaše delo, mogoče bolje kot najine, ponazorijo misli našega nekdanjega dijaka Timoteja Jevšenaka, magistra inženirja arhitekture, ki je v spremni besedi letošnjega kataloga zapisal. Umetniška gimnazija likovne smeri na GCC pomeni veliko več kot le učenje tehnik in teorij. Zame je bila prostor, kjer so profesorice in profesori znali prisluhniti in spodbujati. Kako si to zamislil, je bilo vprašanje, ki nikoli ni izhajalo iz dvoma, temveč iz njihovega iskrenega zanimanja in kaže najčistejšo obliko pravega pedagoškega dialoga. In tako smo dobili prostor, podporo in zaupanje. Nič ni bilo predpisano, vse je bilo stvar pobude. In ta pobuda je rasla iz medsebojnega zaupanja, takšnega, ki žal v akademskih in poklicnih okoljih še zdaleč ni samoumevno. Gospodu Timoteju Jevšenaku se še enkrat iskreno zahvaljujemo za predano sodelovanje v mnogih umetniških projektih povezanih z GCC-jem. Vsako leto ob zaključku izide katalog likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije Likovna smer in nanjo smo posebej ponosni. Iskrena hvala podjetju ElixNow za dolgoletno nesebično pomoč in finančno podporo pri tiskanju obsežnega gradiva. Iskrene čestitke in zahvala tudi profesorici Maji Rak za oblikovanje kataloga. Ponosni smo na dolgoletno sodelovanje s Centrom sodobne umetnosti Celje, ki dijakom umetniške gimnazije Likovna smer odpira vrata v svet profesionalnega umetniškega ustvarjanja. V spremnem besedilu razstave Govori zase kustosinja Maja Antončič razkriva, kako dijaki pod vodstvom priznanih mentorjev skozi različne medije oblikujejo iskrene, pogumne in izrazito osebne vizualne pripovedi. Predstavnika Centra sodobnih umetnosti prosim, da prevzame našo zahvalo. Katalog ni le odraz našega dela, ampak tudi časa, v katerem živimo, in odraz našega dojemanja sveta. Mladi se še učimo gledati in videti, in umetnost ima to moč v vseh ozirih. Prihajajoče šolsko leto bomo posvetili aktivnemu razmišljanju in poustvarjanju na temo življenja in brezčasne literarne zapuščine Srečka Kosovela. Dijakom bomo skušali še posebej približati sinergijo likovne in besedne umetnosti, ki je v pesnikovi ostalnini že pred stoletjem klicala k duhovnemu preporodu evropskega človeka in ga napovedovala kot nujnost v njegovem razvoju. Pesnik, mislec, vizionar, ki je zaobjel duh svojega in današnjega časa in presegel slovenska tla ter razmišljal globalno. Njegove pesmi danes pomenijo več resnice, kot so jo v njegovem času. Človeka predramijo v življenje. Čeprav se zdijo njegove misli mračne, temačne, je vendar le verjel človeka. Človeka, ki razume svoje poslanstvo. Iz pesmi namreč sije vera v boljšo prihodnost in v njih odseva svetloba pokončnega, pravičnega človeka. Človeka, ki stoji. Letos pa so tudi zaznamovale Kocbekove novele Strah in pogum in Jančarjev roman In ljubezen tudi. V duhu 80-letnice konca druge svetovne vojne so maturanti razmišljali skozi vse leto. Zdi se, da smo se v branju ne le učili gledati, ampak tudi videti. In ljubezen tudi namreč ni samo historični pogled na dogodke druge svetovne vojne, ampak predvsem opomnik današnjemu času, kako pomembna je človečnost. In da zato, da ljubezen lahko preživi, ni dovolj samo ljubezen. Usode literarnih likov v predstavljenih delih lahko namreč postanejo naše usode. Zato pa, dragi ljudje,
Ob intimnih zgodbah trpljenja in uničenih življenjih zaradi grozot vojne se moramo za danes, za jutri, vedno znova odločati za mir in človečnost. Za svet, kakršnem ljubezen vedno preživi. Sledi pesem Vlada Kreslina s pomenljivim refrenom. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Namenjena je vsem, ki smo se danes brali in vsem, ki so ustvarjate naš umetniški program na gimnaziji Celje Center. Predstavili se nam bodo dijaki iz benda E-Band, ki ga sestavljajo dijaki prvega I razreda. Iskrena hvala očetu benda, Sašu Šoncu. Zdaj pa vas vljudno vabimo na ogled razstave likovnih izdelkov in nagrajenega videa, ki se vrti v notranjosti knjižnice. Jerneja Sikošek je pod mentorstvom Andreje Đakušić na mednarodnem tekmovanju Danube Art Master Postani donavski umetnik dosegla 2. mesto. Vabljeni tudi v likovni salon Celje na ogled razstave Govori zase in nazadnje še v Aku galerijo na ogled fotografske razstave Povratniki naše nekdanje dijakinje Lane Soklič. Z Bogom. Z Bogom. Poslušaj, v čem je skrivnost. Je zelo preprosta. Kdor želi videti, mora gledati s srcem. Bistvo je v čem nevidno. Bistvo je v čem nevidno. Ponovi Mali princ, da bi si zapomnil. Z Bogom.
likovnem salonu Celje predstavljamo razstavo dijakinj in dijakov Umetniške gimnazije likovne smeri na gimnaziji Celje Center. To sodelovanje poteka že res vrsto let, v obliki, da dijaki in dijakinje pridejo v galerijo sodobne umetnosti ali v likovni salon na delavnice, ki jih vodijo slovenski umetniki, umetnice, tudi včasih umetnice iz mednarodnega prostora. Dijaki z njimi ustvarjajo in se na ta način spoznavajo s temami in pa mediji sodobne umetnosti. Letošnja razstava nosi naslov Govori zase. Nekako poskušamo s tem naslovom povedati seveda, da vsako delo, vsak neki umetniški izraz govori sam zase, tako da pripoveduje neke svoje zgodbe. Včasih, kljub temu, da so neke stvari videti zelo preprosto, se pravi, se v zadnji skriva več interpretacij te iste zgodbe. No, delavnice pri nas so obiskovali dijaki in dijakinje vseh 4 letnikov, vsak letnik dobi svojega mentorja. Prvi letnik je delal z mentorjem Matjažem Ruštom, fotografom, na temo umetniško-dokumentarne fotografije. Potem drugi letnik je delal z umetnico Majo Hodošček. Maja Hodošček je delavnico zasnovala na način, da je nekako dijakom prepustila to odgovornost, da se sami odločajo o vsebini delavnice, o mediju, ki ga bodo obravnavali, tako da so na teh delavnicah nastali različni projekti oziroma umetniški izdelki na različne teme. Potem tretji letniki so delavnice izvajali oziroma so na delavnicah ustvarjali z mentorico Sara Bezovšek na temo digitalnega kolaža in pa nekih popularnih vsebin iz spleta in naredili digitalne kolaže v obliki tiskanih plakatov in pa nekega slideshova na LCD zaslonu. Dijakinje in dijaki 4. letnika pa so ustvarjali z Markom Šajnom. Marko Šajn je slovenski slikar, ki ima eno zelo tako prepoznavno likovno govorico, torej neke brezoblične figure v različnih pozah, ki izražajo neka stanja in odnose. In tako so v bistvu dijaki tudi sami imeli za izziv, da ustvarijo motiv oziroma figuro, ki ne nosi nekega recimo izraza na obrazu, ampak z nekimi gestami in samo postavitvijo figur poskuša povedati želeno. Tako da to so bile delavnice vseh 4 letnikov. Mislim, da je razstava v likovnem salonu znova uspela. Dijaki so pač se izkazali kot zelo, seveda, kot vedno perspektivni za nadaljnji mogoče študij ali pa vsaj neko delo na področju kreativnih smeri in pa umetniških smeri.